To leto je mednarodno leto sodelovanja na področju voda in prvi pomladni ekodan, ki ga je pripravila Zveza prijateljev mladine Maribor, je potekal na Trgu Svobode. S programi za varstvo okolja in ohranjanje narave želijo osveščati, informirati, svetovati in posredovati znanje vsem generacijam. Želijo povedati in pokazati, kaj lahko vsak posameznik prispeva za zdravo okolje in s tem za lastno zdravje. Kdaj je dobro začeti otroke ozaveščati o tem, da moramo skrbeti za svojo zemljo, za ta planet? Čim prej, ker že vidimo v Mariboru so vsi vrtci, ekovrtci, dajo velik poudarek temu, od takšni manjši pa še njihove stopni znanja. Začnemo že pri tem, kako se je treba umiti zobe, kako se je treba tuširati, da varčujemo z vodo, da je treba luči ugašati. Take stvari pridejo pod kožo in potem, ko se tega navadiš, je to samo po sebi umevno. Daj mi razloži poanto tega, kar počneš. Obraz delam. Kje? Iz gline pa iz stekla. In kakšno vezo ima to z dnevom zemlje, pa z varovanjem okolja, pa to? Da bo lepo obraz. Tak. Kaj boš pa ti naredila? To ni obraz, ne? Ne, ogledalo. Ogledalo iz česa? Iz stekla pa iz gline. Pa še tebe vprašam zdaj, kakšno vezo ima to z dnevom zemlje? Da okolje varujemo. Torej v bistvu, da vse predmete narediš iz naravnih materialov, verjetno, ne? Ja. To so v bistvu igre, ko so jih izdelali dijaki naše šole. In v bistvu vse so povezane nekaj v zvezi z okoljem, z naravo, naprimer ločevanje odpadkov, kako varčujemo z vodo. Recimo tista igra je okoljevarstveni medok, recimo, da naučimo otroke, kako izklopiti v bistvu luč, kako ločevati odpadke, v bistvu vse so take na eko način narejene. K sodelovanju so se z glasbeno pravljico in didaktičnimi igrami pridružili tudi dijaki 3. gimnazije Maribor. Kdaj mislite, da se bo to potem ozavestilo, oziroma kdaj se bodo začeli kazati prvi neki pozitivni učinki tega učenja, tega varovanja okolja? Smo že sploh malo boljši, mislite reči, ali nismo? Ja, kaj pa vem, zadnje čase, recimo otroci so že precej vzgojeni skozi vrtec, skozi šole in tako dalje, ne? Ampak se mi zdi, za zadnje čase sem prav opazila, da se večkrat še najdejo smeti na tleh. Kot da se je stanje malo poslabšalo v smislu krize, pa nam postane vse eno, pa smo malodušni, ampak to bomo stopili en korak nazaj. Kaj pa je lažje? Je lažje paziti na okolje ali je lažje živeti tako, kot smo v bistvu navajeni živeti, potrošniško? V bistvu je lažje živeti potrošniško, ker v bistvu tega smo že navajeni, ne? In težko je nekaj v bistvu na novo začeti, recimo zdaj, ko je se začelo to, da je treba res bolj paziti na okolje, zaradi tega, ker smo se ljudje začeli zavedati, da dejansko delamo nekaj narobe. V bistvu se je težje naučiti. Lažje je, če se že od malega naučimo, recimo treba je ločevati odpadke, moramo paziti, varčevati z energijo, z vodo in z vsem tem. Tako da je po moje boljše, recimo zdaj za mene, mislim, se mi zdi, da je to ful vredo, da že otroke kot male učimo, da je treba paziti na naše okolje. Kaj bi ti povedala o varovanju okolja? O varovanju okolja? Ja, v koše mečemo papir, ko beremo. Jaz bi nekaj povedal. Ti bi nekaj. Da onesnažujemo okolja Vidiš, ti poznaš odgovor, ja, kar povej. In da bolj skrbimo za reke in potoke, pa da varujemo okolje, ker če osnažujemo okolje, se vreme spreminja. Zakaj misliš, da na ta dan, na dan zemlje, izdelujete delfine, pa morske konjičke, pa ribice? Ker je tudi zveze za vodo. Ja, ker je v zvezi z vodo, pa da ne bi še dalje onesnaževali okolja. In kaj, če bomo onesnaževali okolje in vodo, kaj se bo potem zgodilo? Svet bo razpadel. Konec.